Bela krajina še brez dializnega centra. Za Ric še $500 000. Pripravljeni na zimo? Dober večer. V začetku letošnjega leta so se v Beli krajini razveselili informacije, da bo v Črnomaljskem domu starejših občanov še letos zaživel dializni center. Leto je pri koncu, a s posegi potrebnimi za ureditev dializnega centra še niso začeli. Bilo je obljubljeno že pred 2 letoma, pa so bile obljube letos, pa kaže, da iz tega ne bo nič. Jaz bi bil vesel, če bi zaživela ta dializa vsej naslednje leto, se pravi leta 2015. In kje se je zataknilo? V Črnomaljskem domu starejših občanov že več kot 3 mesece čakajo na soglasje Ministrstva za delo za oddajo dela njihovih prostorov v brezplačni najem novomeški bolnišnici, ki je naložbenik dializnega centra v Črnomlju. Ja, dobil sem telefonsko informacijo, da je komisija dala pozitivno mnenje za oddajo prostorov, mislim, da gre za brezplačno oddajo tukaj v domu starejših občanov Črnomelj. Vendar mora ta sklep potrditi še vlada na svojem sestanku in to naj bi bilo narejeno naslednji teden. Potem pa bo na potezi novomeška bolnišnica, da uredi dializni center. Belokranjci upajo, da se ne bo zataknilo pri potrebnih finančnih sredstvih. Strani Splošne bolnice Novo mesto smo dobili, da imajo za letošnji leto zagotovljenih cirka 150 000 €. Projekt pa naj bi bil vreden okrog 500 000 €, se pravi, ostalo naj bi pridobili z donacijami. Belokranjci, ki se vozijo na dializo v Novo mesto, upajo, da jim bo to uspelo. Dializa bolnika toliko niti ne izčrpa, čeprav traja dnevno kar 5 ur, 3-krat tedensko, bolj te utrudi vožnja. Zato se tako zavzemamo za ta dializni center v Črnomlju. To bi jim namreč olajšalo tegobe, ki jih prinaša odpoved ledvic. Se nekateri med njimi letno prevozijo okrog 20 000 kilometrov na poti na in z dialize. Kot je na nedavni ustanovni seji Novomeškega mestnega sveta opozoril novi župan Gregor Macedoni, je občina vnovič v likvidnostnih težavah in bo v prihodnje leto prenesla za približno 2 milijona neplačanih obveznosti. Zato bo nujno učinkovito delo občinske uprave, v tem sklopu krčenje števila oddelkov, hkrati pa bodo morali biti uspešnejši pri črpanju državnih in evropskih sredstev. Macedoni je napovedal tudi zmanjševanje nepotrebnih stroškov v drugih občinskih ustanovah in podjetjih. Med 19 prednostnimi nalogami pa ni rešitve za sporen najem prostorov za novomeški razvojno-izobraževalni center. Dejstvo je, da je občina ta hip ujetnica te za 20 let sklenjene škodljive najemne pogodbe in bi jo rada razdrla po sodni poti. V letošnjem letu je prišlo do nekaj dodatnih izterjav strani najemodajalca, ki povečujejo skupni strošek za mestno občino v letu 2014 na €1 milijon. In to bo tudi razlog, da je sedanji župan mogel predlagati tudi še izredni rebalans, ki ga bodo občinski svetniki najverjetneje obravnavali na decembrski seji, predvideva pa dodatnega €500 000. Nedvoumno gre za škodljivo pogodbo za mestno občino, treba bo najti pravno pot, da pridemo do rešitve, preden bi to bilo po redni poti na sodiščih, ki vemo, da lahko traja še nekaj let. Ker mediacija glede navedenega spora ni uspela, v kratkem na sodišču pričakujejo narok. V podjetniškem inkubatorju Podbreznik se v programu Podjetno v svet podjetništva kali že 4. skupina 10 mladih, ki povezuje svojo prihodnost z razvojem lastne podjetniške zamisli in podjetja. Danes so svoje ideje predstavili nekdanjim udeležencem programa in že uveljavljenim podjetnikom. Mladi brezposelni potrebujejo nasvete in spodbudo, kakršne dobijo v sklopu tega programa. Tako lažje stopijo na samostojno podjetniško pot. Tukaj v tem programu je pa zelo fajn, ker v bistvu nam pomagajo te probleme, ali so to birokratski, ali so idejni, včasih tudi osebnostni, reševati. Bajtova želi opremljati notranje prostore v povezavi s filozofijo joge. Rus Artjom Lesnikov, ki že 6 let živi v Novem mestu, si je zamislil učenje ruščine nadaljavo. Izgleda tako, da velika večina predavanj poteka preko spleta, pač preko spletne učilnice. Belokranjka Lidija Gornik je najprej pridobila znanja iz podjetništva in marketinga.
Ugotovila sem, da je še zmeraj premalo znanja, premalo praktičnih izkušenj, zato sem se pač odločila, da se prijavim v program Podjetno svet podjetništva in si te izkušnje tukaj pridobim. V Črnomlju bi rada odprla trgovino s tradicionalnimi in izvirnimi rokodelskimi izdelki in se razširila tudi na splet. Inovativnim mladim so zaželeli uspešno popotnico samostojni podjetniki, ki so to postali nedavno oziroma pred leti. V prvi vrsti veliko poguma, entuzijazma in ne se bati izpostaviti sebe in svoje ideje. Program Podjetno svet podjetništva je bil na natečaju izglasovan za najboljši projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi. Moram poudariti in pohvaliti pravzaprav naše mlade udeležence, da so tako aktivni, da imamo dejansko najboljši rezultat v Sloveniji po izhodih, kar pomeni po tem, da pridobijo svojo službo. V prvih 3 skupinah je našlo zaposlitev ali se je samozaposlilo 83% udeleženih mladih, 2 tudi že v tokratni skupini. Predvidoma 7. decembra pa naj bi se v program vključila še 3. letošnja skupina. Urejanje ulic starega mestnega jedra Krškega in Savske brežine ter garažne hiše je stalo dobre 3 milijone evrov. Ti posegi naj bi privabili stanovalce in nove dejavnosti. Prvi primer je hiša narave, ki je zapolnila prazen prostor nekdanje banke pri policiji. Ta del mesta je v preteklosti zapustilo več podjetnikov, ki so odšli na druge lokacije v Krškem. Preselitev hiše narave iz videmske strani na cesto Krških žrtev pa je obetajoča nova praksa, da bo staro mestno jedro ostalo živo. Selitev dejavnosti iz pritličja stanovanjske hiše v bolj primerne poslovne prostore je vezana na poslovni jubilej, pravi direktorica Nataša Dobršek. Hiša narave je že 5 let trgovina za izdelki za zdravo življenje in lepoto. Hkrati tudi prostor, kjer se ljudje dobro počutimo, se srečujemo s prijatelji. Na novi večji lokaciji ponujamo tudi storitve terapevtskega značaja. V novih prostorih so pridobili dodatnih 100 kvadratnih metrov površin, kjer potekajo različne delavnice, individualno svetovanje, terapevtske masaže in strokovna predavanja na temo zdravja oziroma zdravilnih učinkovin. Sodelujemo z Opatijo Sitik, že pokojni pater Ašič je bil Krčan, tako da smo mu nekako najbolj naklonjeni. Se pravim, sedaj pa tudi razširjamo in smo odprti za domače zeliščarje in proizvajalce. V tem tednu imajo tudi dneve odprtih vrat. Murkovanje je podelitev stanovskih nagrad, ki jih etnologi in kulturni antropologi podeljujejo svojim kolegom za vrhunske dosežke pri njihovem delu. Letošnje je potekalo v Dolenjskih Toplicah. Najvišje priznanje Murkovo nagrado za življenjsko delo v stroki je prijela Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja Brežice, kjer je zaposlena že 36 let. Posebno od stanovske organizacije dobiti tako priznanje pravzaprav zelo veliko. Včasih se sicer sprašujem, ali je etnologija dala več meni ali jaz njej. Podelili pa so tudi Murkovo listino za amatersko ali ljubiteljsko delo, ki ni strogo povezano z znanstveno-strokovnim delom, in Murkovo priznanje za najboljše, kar je v stroki nastalo v preteklem letu. Prejemnik listine je etnolog in novinar Milan Vogel. Za Murkovo priznanje za preteklo leto jo bo dobila magistra Polona Sketel za razstavo Vrata v Slovenskem etnografskem muzeju. Absolutno je tudi popularizacija stroke, seveda, in boljšega oziroma zelo kvalitetnega dela stroke. Zato se nam zdi tako pomembno, da je to res ena slavnostna prireditev, ki doseže širši krog ljudi. Letošnja podelitev je potekala ob zaključku posveta 13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, ki se v zadnjih nekaj dneh prav tako odvija v Dolenjskih Toplicah. Zima je pred vrati, kurilna sezona pa se je že začela. Da jih ne bi zeblo, je mestna občina Novo mesto prispevala nekaj več kot 4500 evrov za nakup peči, ki jih je prejelo 10 socialno ogroženih romskih družin. Bivališča v romskih naseljih pogosto ogrevajo s predelanimi pečmi, marsikdo pa tudi te možnosti nima. Te niso varne, prav tako škodujejo zdravju, pravijo v Zvezi Romov za Dolenjsko. Glede to, kot sem omenil, da so te kante v romskih naseljih predelane, jih Romi sami predelajo in nekaj požarov je bilo predvsem v Žambeku, zaradi česar so seveda morali posredovati tudi pristojne službe.
V zvezi so zato izbrali družine z območja Novega mesta, Trebnjega in Kočevja ter jim podarili nove peči. Največ jih je šlo v romski naselji Žabjak in Poganški vrh. Nič nisem imela, benga peči nisem imela. Sem tako bila, vsega noter nisem imela nič, da bi kurila, ne. In zdaj sem pa prišla sem, ko sem slišala, da dajo te pečičke, in sem prišla, da bom imela čez zimo, da se bom zagrela. Po oceni zveze je sicer vsaj 60% romskih družin na območju Novega mesta socialno šibkih, ki bi potrebovale takšno pomoč. Predvsem danes peči dobivajo tiste romske družine, ki so šibkega zdravja, družine, v kateri so tudi otroci in starostniki, in te družine nedvomno so bile pomoči potrebni. V Novem mestu bodo akcijo nadaljevali po novem letu, želijo pa jo tudi v Kočevju. Preverite, ali je vaš jekleni konjiček tehnično brezhiben in ima predpisano zimsko opremo, ki je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu obvezna od 15. novembra do 15. marca, pa tudi v zimskih razmerah. Zato imate le še nekaj dni časa. Zadnji mesec, predvsem pa v tem tednu, imajo vulkanizerji precej več dela kot običajno, saj se veliko voznikov v zadnjem hipu odloča za menjavo letnih pnevmatik za zimske. Ja, nove gume zamenjam cirka od 4 do 5 let. Koliko pomemben dejavnik je tukaj cena pri nakupu gume? Lejte, bolj gledam na kvaliteto, pa na varno vožnjo. Cena že pogledam, ne, ampak se nikoli ne odločam, da bi res vzel najcenejše, ampak vzamem tisto, kar mi nekje ustreza z avto. Vulkanizer Boris Kovačič iz Šentjerneja meni, da se vozniki kar dobro spoznajo na pnevmatike. Namreč ti, ki veliko vozijo, si ponavadi kupijo kvalitetne pnevmatike, dražje pnevmatike, ljudje, ki se vozijo samo okoli doma, upokojenci in taki, pa malo cenejše ali pa neki srednji rang. Cena in kakovost pri gumi gresta z roko v roki, poudarjajo vulkanizerji. Ona mora imeti dober oprijem na mokrem, na poledenelem in na snegu. Te 3 stvari mora imeti. Tu pomeni, guma ne sme biti pa prestara, Guma je nekje 3 do 4 leta maksimum, da ima dober oprijem na vsem tem. Profil pnevmatike mora biti najmanj 3 mm. Sicer pa bodo od 15. novembra opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo pospešeno preverjali tudi policisti. Sezono so zaključili kolesarji novomeške Adrie Mobil, ki so zopet zabeležili nekaj zavidljivih rezultatov, predvsem pa je blestel njihov podmladek. Zaključne obrise pa dobiva tudi sestava članske ekipe za prihodnjo sezono. Naporna in dolga sezona je za novomeškimi kolesarji, ki so zopet dokazali, da so najboljši kolesarski kolektiv pri nas. Izpolnili smo si vse cilje, se pravi, smo najboljša ekipa v Sloveniji, uvrstili smo se na svetovno prvenstvo in tam osvojili 27. mesto, se pravi, smo del svetovnega kolesarskega cirkusa. Za novomeški kolesarski klub pa nastopa tudi vedno več mladih. Kar nas najbolj veseli je, da pri mladih imamo v letošnjem letu izremen porast mladih kolesarjev. V vseh kategorijah dečkov smo najboljši v državi. Za nami je najuspešnejša sezona, odkar deluje Adria Mobil, pač v naših kategorijah. Težko jo bo ponoviti, kot je že sam trener rekel, ampak mislim, da bomo še naprej nadaljevali tako uspešno pot in da imamo nek talent za naprej. Ekipa za prihodnjo sezono je tudi že skoraj zaključena in je po imenih zelo močna. Zapustil nas je državni prvak Matej Mugerli, nazaj je prišel Marko Kump, kar pomeni, da bomo drugo leto dirkali malo drugače, bolj na etapne zmage oziroma na enodnevne preizkušnje, predvsem v začetku sezone. Zadnja okrepitev Adrie Mobil je 20-letni Josip Rumerc, ki je eden največjih mladih upov z Hrvaške. Hvala za nocojšnjo pozornost in v našo družbo vabljeni spet jutri.